Papež Frančišek je med homilijo 27. septembra v kapeli doma svete Marte izhajal iz vprašanja, kaj se zgodi v srcu, kadar nas prevzame duhovna potrtost. Sveto mašo je papež daroval za hčere krščanske ljubezni oziroma sestre usmiljenke, saj se cerkev 27. septembra spominja svetega Vincencija Pavelskega. V središču njegovega premišljevanja pa je bil sicer lik Joba. Ob njegovi zgodbi je sveti oče poudaril predvsem pomen tišine in molitve pri premagovanju najtemnejših trenutkov. Job je bil v težavah, izgubil je vse, tudi otroke, počuti se izgubljenega, vendar pa Gospoda ne preklinja, doživlja veliko duhovno potrtost in pred Bogom si da duška, toda kakor otrok pred svojim očetom, kakor si je pred Gospodom dal duška tudi prerok Jeremija, ne da bi pri tem kadarkoli preklinjal. Duhovna potrtost je nekaj, kar se zgodi vsem. Lahko je bolj močna ali bolj šibka, je tisto temačno, duševno stanje brez upanja, nezaupljivo, brez volje do življenja, ko se ne vidi konca predora, ko je v srcu in v mislih veliko nemira. Zaradi duhovne potrtosti se počutimo, kakor da bi bila duša stisnjena, nič ne uspeva in ne želi si živeti, meni, da je smrt boljša. To se je dogajalo z Jobom. Bolje je umreti, kakor živeti tako. Razumeti moramo, kadar je naš duh v tem stanju razširjene žalosti, ki nam skoraj ne da dihati. Zgodi se namreč vsem nam. In razumeti je treba, kaj se takrat dogaja v srcu. To vprašanje si moramo zastaviti. Kaj je potrebno storiti, kadar doživljamo te temačne trenutke zaradi kakšne družinske tragedije, bolezni, česarkoli, kar me potiska k tlom. Liturgija 27. septembra nam kaže, kaj moramo storiti s to duhovno potrtostjo, ko smo mlačni, ko se počutimo na tleh in nimamo upanja. Odgovor je slišati v psalmu: naj pride pred tebe moja molitev. Potrebno je moliti, je nadaljeval papež, veliko moliti, kakor Job, noč in dan upiti, dokler Bog ne nagne svojega ušesa. To je molitev trkanja na vrata, toda z močjo: Gospod, naveličan sem nesreč, moje življenje je na robu podzemlja, prištet sem med tiste, ki se pogrezajo v jamo, postal sem kakor mož, ki je vso moč izgubil. Kolikokrat se počutimo tako nemočne. Gospod sam nas uči, kako moliti v teh težkih trenutkih. Gospod, položil si me najglobljo jamo, name se je znesla tvoja srditost, naj pride pred tebe moja molitev.